Starši umorjenega talca Itajja Čena pozivajo Izraelce, naj glasujejo samo za stranke, ki se jasno zavežejo k ustanovitvi državne preiskovalne komisije. Ruby in Hagit Chen pravita, da tu ne gre za politično levico ali desnico, ampak za ugotavljanje, kako so se zgodile napake 7. oktobra, kdo je kaj vedel in kdo mora prevzeti odgovornost. Zdaj se mi pridružuje Ruby Chen, oče padlega vojaka Itajja Čena, ki je bil ugrabljen in po 760 dneh vrnjen v Izrael. Ruby, vedno je lepo, da ste z nami na i24 News. Hvala, da ste nocoj z nami. Hvala, Nikol, da ste me povabili. No, to so prve volitve po 7. oktobru. Obstaja veliko vprašanj, s katerimi se bo izraelska javnost soočala, ko bo šla na volišča. Toda, zakaj pozivate Izraelce, naj državno preiskovalno komisijo postavijo kot odločilno vprašanje? Ker je moja družina pred približno 2 letoma skupaj z nekaj drugimi družinami vložila peticijo na izraelsko vrhovno sodišče, da bi od izraelske vlade zahtevali pojasnilo, zakaj ni ustanovila preiskovalne komisije. Kako je v imenu Boga? 1200 ljudi je bilo ubitih v enem dnevu. 251 ljudi je bilo ugrabljenih, odpeljanih z teritorija države Izrael. In zakaj? V imenu Boga je trajalo 760 dni, da so mi vrnili otroka. In pred približno 2 tednoma smo prejeli uradni odgovor izraelske vlade vrhovnemu sodišču, ki je v bistvu rekel, da niso imeli dovolj časa. Naj to ponovim. Nismo imeli dovolj časa. Mislim, da če po 3 letih vlada ni pripravljena raziskati, kako se je to zgodilo, največja katastrofa države Izrael od njene ustanovitve. Mislim, da je to pomemben kriterij, po katerem bi morali izbrati, za koga boste glasovali na teh prihajajočih volitvah. Obstoječa vlada, in razumem, zakaj, govori samo o prihodnosti in nas prosi, naj razmišljamo o grožnjah, ki so s tem povezane. Če zmaga druga stran na volitvah, kaj to pomeni? Ampak počakajte malo, ali si ne bi morali tudi zastaviti vprašanja, kakšni so bili dosežki prejšnje vlade? In mislim, da ne smemo pozabiti in moramo te ljudi vprašati, zakaj niste ustanovili preiskovalnega odbora in prevzeli odgovornosti za to, kar se je zgodilo. In mislim, da je povsem legitimno vprašati katerokoli. Parlamentarno. Stanko? Ali želi ustanoviti takšno preiskovalno komisijo v prihajajočem parlamentu? Ruby, rekla si, da to presega strankarske delitve, da državna preiskovalna komisija ne pripada temu ali onemu političnemu taboru. Kritiki bi lahko rekli, da obstaja tveganje, da se odgovornost za 7. oktober spremeni v strankarsko kampanjsko vprašanje. Kako torej ohraniti to nad politiko? No, trudimo se, da ne govorimo o politiki. Mislim, da večina družin talcev tako čuti, prav tako tudi družine padlih. V zadnjih 4 letih prejšnje vlade bilo ubitih več kot 2200 izraelskih državljanov. In to je povezano z odgovornostjo. Mislim, da bi morali mi kot volivci vprašati prejšnjo vlado, kaj ste dosegli. In mislim, da je del tega tudi prevzemanje odgovornosti za to, kar se je zgodilo. In obstajajo tudi druga vprašanja, poleg vprašanja 7. oktobra, ki jih je seveda treba upoštevati. Vendar pa verjamem, da bi moral biti eden najpomembnejših kriterijev pri odhodu na volitve prav 7. oktober. Kako se je to zgodilo? Kdo je vedel? Kaj ste storili? Česa niste storili? In kakšna je vaša odgovornost? In kako lahko trdite, da se to ne bo ponovilo, čeprav se ni nič spremenilo? In mislim, da je to slab način gledanja na to. Vodja opozicije, Jair Lapid, vas je pred kratkim omenil v objavi na družbenih omrežjih. Prišli ste na srečanje stranke Ješ Atit, kjer so se poslovili od poslanca Joava Segalovica, ki zdaj zapušča stranko. Lapid je dejal, da se vam je zahvalil za prihod. Govorili ste o kampanji in tudi o tem, kaj je treba doseči. Ruben, rada bi vas tudi vprašala, ali se v prihodnosti vidite v politiki? Ja, Nikol, rad bi te popravil. Prišli smo na to srečanje stranke Ješ Atit ne zato, ker bi bili člani Ješ Atit. Pravzaprav smo ustvarili vino v Itajevo čast, ki je pravkar izšlo, in eden od članov Ješ Atit, Simon Davidson, ki je tudi sosed, je dejansko kupil vino
in ga želel deliti s poslanci Jesh Atit. Govoril je o 7. oktobru in nas povabil, da se pridružimo. Tako smo se na koncu pridružili, ne kot uradni člani Jesh Atit, ampak mislim, da bi jih morali priznati kot poslance, ker so se vedno borili z nami po hodnikih Kneseta. In to ni bilo vedno tako pri drugih članih Kneseta, kjer smo jih prosili, naj dajo prednost reševanju talcev. In to je žalostno in nikoli to je dejstvo, ki ga je treba povedati, da so haredske stranke, čeprav bi morda lahko premaknili predsednika vlade do tega, da bi leta 2024 prišlo do dogovora za izpustitev talcev, nikoli niso tako odločno vztrajali, kot smo videli v zadnjih nekaj mesecih, ko je šlo za zakone, ki so jih želeli sprejeti, in proračun, ki so ga želeli sprejeti. In žal mi je, da to moram reči, ampak vsaj lahko rečem, da je Jesh Atit naredil, kar je lahko, da nam pomaga, čeprav so bili v opoziciji. Tako da trenutno ne razmišljam o vstopu v politiko. Zdaj si želim, da bi lahko imel vsaj glas, ki govori na nepolitičen način. In ponovno pozivam tiste, ki nas nocoj poslušajo, naj vprašajo, kaj se je zgodilo 7. oktobra in kdo prevzema odgovornost, ter kaj se je zgodilo. Ker če teh stvari ne preverimo, se bo to preprosto ponovilo. In še več družin bo sedelo tako kot jaz in moralo govoriti o tem, kako smo izgubili sina, ne da bi razumeli, zakaj se je to zgodilo, kdo je vedel in kakšni ukrepi so bili sprejeti, da se to ne bi ponovilo. Zagotovo cenimo, da še naprej izražate svoje mnenje in ga delite z nami tukaj na E24 News. Ruby Hen, hvala, da ste bili z mano. Hvala, da ste me povabili. No, tokrat se nam v studiu pridružuje politični analitik Gil Hoffman. Gil, vidimo te družine talcev. Njihovi glasovi so postali tako znani, tako prepoznavni, tako glasni v izraelski javnosti v zadnjih 2 letih in pol. In ko se približujemo izraelskim volitvam, koliko vpliva naj bi imele nekdanje talce in družine talcev, glede na to, da so to prve volitve po 7. oktobru? Ogromen, Nikol. Imajo moralni glas na vseh straneh političnega zemljevida. Ta glas bodo dali slišati. In ni bilo vedno družbeno sprejemljivo v Izraelu za družinske člane žrtev. Veš, kdo je to naredil sprejemljivo? Pred 50 leti moški po imenu Yoni Netanjahu je bil ubit v operaciji v Entebeju in njegov brat Benjamin Netanjahu je ustanovil protiteroristično organizacijo, kar je vodilo do njegove diplomatske in politične kariere. In če mu zdaj ni všeč poslušati glasov, ki so morda kritični do njega in njegove vloge 7. oktobra, ima pravzaprav ironično gledano krivdo samo pri sebi. No, Gil, danes je v središču pozornosti še ena družina talcev. To je Ana Ozand Galkert. Pravi, da ji je Jair Golan obljubil rezervirano mesto na listi stranke Demokrati. Na to pa si je premislil. Golan je na družbenih omrežjih dejal, v bistvu oprosti, in da ni nikomur dodelil nobenega rezerviranega mesta, ampak kako škodljivo bi to lahko bilo za Jaira Golana in demokrate. To je pravzaprav veliko darilo za Netanjahuja, da jo spravijo s poti. Saj je bila od 7. oktobra naprej najbolj nadležna kritičarka Netanjahuja in je svoj glas zelo glasno izražala na vsakem političnem protestu in povsod. Ona je forum talcev naredila precej političen, čeprav sprva ni bil tak. In zato popolnoma razumem Jairja Golana. Imel je predvolitve, v katerih je sodelovalo 113.000 ljudi in imel je pravico do rezerviranega mesta. In ko je rekel, ne bom ga izkoristil niti za nekoga, ki je zdaj tako javna osebnost, je res dal pomembno izjavo svoji stranki in pokazal zvestobo do nje. In res je bila izigrana.